Pozdravljeni, no, še zadnjič se vam oglašam s Hvara, tako da počasi zaključujem tale moj dopust. Knjige pridejo drug teden iz tiskarne, tako da potem pa veselo domov delati, pakirati vaša naročila. Tako da za vse tiste, ki imate še željo naročiti knjigo, Ko hrana zdravi dušo in telo v prenaročilu in z brezplačno poštnino, ja, dobrodošli, povezava je spodaj. Zdaj pa, zakaj danes snemam tale video? V glavnem, jutri je lunin mrk v Ribah, oziroma na petek, 28. je lunin mrk v Ribah. In v glavnem, itak me energije zanimajo. Zdaj tukaj na Hvaru sem dejansko sredi ničesar, ker so ful dobre energije, to mi je ta najboljši. Ampak zdaj tisto, kar se bo pa jutri čistilo, so pa v bistvu čustva, intuicija in pričakujejo se nepričakovani preobrati. V glavnem vse tisto, kar je bilo skrito, prihaja na plan in v glavnem vse tisto, kar si nismo želeli priznati, enostavno hoče priti ven. V osnovi je sporočilo tega luninega mrka, oseba, ki sem bila, kaj moram pustiti za seboj, zato ker ta nova oseba, ki postajam, ne more vleči vse prtljage za sabo. Tako da, če se vam zdaj zadnje čase dogajajo razne čudne sanje, če se vam dogajajo razne fizične težave, da vas bolijo sklepi kar naenkrat, ali pa vas boli lev del telesa, ki je povezan z mamino linijo, desen del telesa, ki je povezan z očetovo linijo, v bistvu vse to so sporočila vaše duše, nekaj bo treba pustiti za seboj. Ali pa mogoče, komu je treba še odpustiti, da lahko naredite korak naprej. V glavnem, tisto, kar nas vodi naprej, sigurno ta močna intuicija, zavedanje, da imamo svojo lastno močno intuicijo, ampak da ni nujno, da zaupamo, da vsak notranji glas, ki nam govori včasih tudi bedarije, da je ta prav. Intuicija jo lahko preverjate s svojim mišičnim testom. Zdaj pa kaj to pomeni? Recimo, da se vam začne predvajati po glavi nek strah. Joj, kaj če se zgodi? Ne vem, zdaj sigurno ste opazili zadnje novice, ne vem, kako se topijo ledene gore, ledeniki v Nepalu, pa Mont Blanc in tako naprej. In če vas je strah sprememb, če vas je strah, kam gremo, se lahko zgodi, da vam ta trenutek, ta notranji glas še bolj glasno govori, ne vem, vse skupaj gre, ne vem, dokončajte stavek, gre hudiču ali pa vse skupaj, ne vem, se močno spreminja. In zato preverite z mišičnim testom. Ena stvar je, strah me je sprememb, ali pa ta moja notranja intuicija, ki je obremenjena s strahom, je lahko povezana tudi s tem, da je čas, da se znebim strahu. Po drugi strani pa tisti notranji občutek, globok občutek, ki ga imaš v sebi, ko veš, mogoče čas, da si majčkeno bolj zaupate in začnete sami sebi, pač svojim notranjim sporočilom res zaupati. Tako da nekako sporočilo je, kdo si bil in kdo postajaš. In kar ne sodi več v tvoje življenje, bo odpadlo in kar ti pripada, te bo tako našlo. Ampak včasih, ko smo, veste, tako kot ta osmica, en del, ki je na eni strani, drug del, ki je na drugi strani. Ne more biti to sta dva nasprotja in včasih je kaj čas, da spustimo. In danes smo seveda spet karte tukaj in bomo pogledali nekaj sporočil, prehod v novo dobo, pa Ošutove karte, pa Zen tarot in bomo pogledali, kaj je tisto, kar je prav, da ozavestite, da veste, kaj je tisto, kar vam stvarstvo sporoča. A veste, kje sem? Drugače stojim na policiji in moram paziti, da ne bom slučajno stopila preveč nazaj, ker potem bo zanimiv posnetek, ko bo naredil ups, pa pristanem ne v morju, ampak na skalah. Zraven sebe imam kužka, se boš pokazala. In kup ljubčkov. Joj, seveda, čista ljubezen. Betka, pridna. No, zdaj pa prostor, sedi. Vidite, hoče biti tukaj zraven. Ja, pridna si. No, dajmo zdaj pogledati.
Sporočila karte Prehod v novo dobo. Bitja bova skupaj brali. Kaj so ta sporočila? No, dajmo pogledati. Glejte, prvo sporočilo je tole. Zvoki in angelske sfere. Se pravi, angeli te vodijo tja, kjer je zate najbolje. Bodi usklajena s simfonijo srca in narave. In prav ta zvok narave, Beti na knjigici sediš, čakmečkan, se pravi, zvok narave, hočem vam prebrati sporočilo. Zvok me očiščuje, zvok mi odstranjuje blokade. Narava je tempelj, ki je prežet z nežno glasbo, žuborenjem potočka, šelestenjem listja, žvrgolenjem ptic, bočanjem valov, žvižganjem burje, dihanjem morja. Bodi usklajena z zvokom narave, narava čisti tvojega duha in tvoje telo. No, to je zdaj ta prvo sporočilo. Uskladi se na simfonijo, ki jo nudi narava. Dajmo pogledati naprej. Naslednje sporočilo pa je očiščenje. Očiščena si teže preteklosti. Karta 53. To je pa spet osmica. Ljudje ti držijo ogledalo, kjer vidiš, koliko se v resnici ceniš. Bodi usklajena z božansko energijo. Bodi kot mirna, pretočna reka obilja. Dovoli sebi, da ti je neskončno lepo in sebi dovoli, da samo si. Se pravi, brez da razmišljaš, kako bi bilo, kaj ni v redu, kako bi, vse vemo. Naš um je tako zanimiv, ko razmišlja in hoče nas prepričati, da bi nekaj moglo biti drugače. No, tako da, gremo naprej. Naslednje sporočilo pa je še enkrat angelska bitja. Bitja svetlobe te ljubijo, čarobni samorogi in vilinska bitja. Pač zanimivo, nekam gremo. Jaz sem prepričana, da gremo tja, kjer je intuicija vedno bolj potrebna. Kjer se moramo zanašati na svoj občutek, svoj notranji občutek, na tisto globoko vedenje v sebi, ko enostavno vemo, ko rečemo občutam in to je tvoja resnica. Tvoja resnica, ker ni rečeno, da je enaka kot resnica od nekoga drugega. Nekdo drug pogleda isto stvar z drugimi očmi in vidi skozi svoj spekter in to je njegova resnica. Ko si v srcu, z lahkoto čutiš bitja svetlobe, z njimi se z lahkoto sporazumevaš. Svetlobna bitja delujejo skozi tebe in ti pomagajo. Sebi dovoli, da tvoja milina sije skozi tebe. Tvoje sposobnosti lahko v celoti izražaš in v celoti živiš. No, gremo naprej. Naslednje sporočilo pa je ljubeče sprejemaj sebe in druge. Dajmo še to sporočilo pogledati. Karta 77. Osvobajaš se vseh spon. Z ljubeznijo pomagaš ljudem, ki so pomoči potrebni. Naj med vami teče brezpogojna ljubezen. Z ljubeznijo skrbi tudi za sebe, skrbi tudi zase. Taka kot si vredna ljubezni, pa ne samo to, da si vredna ljubezni, ampak ti pripada ljubezen. In zdaj to, kaj tebi pripada, ne? Ker kolikor časa ne moreš sprejeti svojega telesa, kolikor časa gledaš, da imaš tukaj preveč, tukaj premalo, tukaj preveč, tukaj premalo, je brez veze. In še ena stvar. Včeraj sem en dober video poslušala, Saša Einsiedler je govorila o tem, kako ženske obsojamo, ne? Kako ženske znamo biti zlobne. In mislim, da je čas, da spustimo to zlobo in da pogledamo skozi sočutje. Najprej sebe, pa druge. Ne? Ker pač vsi se spreminjamo. In hvala Bogu, da se spreminjamo, ker z leti postajamo vedno bolj modri. In zaupaj Božji hitrosti. Vse, kar se ti dogaja, se dogaja v dobrobit vseh. No, zdaj pa dajmo pogledati, kam greš. Se pravi, za naslednje, ko pogledamo, pol leta je prav, pol leta. Se pravi, bo tam že september, oktober, november, december, januar, februar, ko se bo že začela skoraj prebujati pomlad. No, da vidimo, čez pol leta.
v tej pol leta, kaj te čaka, kaj je tisto, kar je prav, da se zavedaš, da ozavestiš. Nehaj odlašati. Prav nehaj odlašati. Dovolj je bilo to, da odlašaš, da boš enkrat, mogoče enkrat. Mogoče bi bil čas, da je zdaj. Čas je, da počistiš stare vzorce. Kako bi bilo prav? Kako tvoja kritična mama govori skozi tebe. To se pa ja ne spodob, to pa ni v redu. Pa kaj bojo pa ljudje rekli? Toliko jih bedari, ker tisti ljudje, ki imajo največ nesnage, tako kaj rečejo. A je to tako? Potem naslednja ničnost. Vse je pred teboj, kvantno polje. Kvantno polje, se pravi, ti lahko s svojo mislijo ustvariš vse, kar si zamisliš. In tvoje življenje prihajajo partnerstva, ki so zasnovana na ljubezni, ki temeljijo na ljubezni. Zdaj lahko je to ljubezenski odnos, lahko je partnerski odnos v poslovanju, ampak vsekakor lepo novo partnerstvo. In tišina. Ja, zdaj mogoče prihaja v tvoje življenje čas tišine, ampak ta mir ti bo samo pomagal pri tem, da boš sčistila ledeno osamo in da se tvoja zavest razširi na višjo raven. Tako da je ful dober. Dajmo še tele karte vzeti, da vidimo stvarstvo. Za tole dušico, ki posluša tale video, kaj je prav, da v zavesti, da ve, kaj je tisto, kar ji sporočate. Partnerstvo ali pa ljubezen. Kralj kelihov, se pravi nekdo, moška energija, ali ti spremeš svoj moški del, ker imamo vsi moški in ženski potencial, ali pa da v tvoje življenje prihaja eno krasno partnerstvo, ki temelji na ljubezni. Prihajajo hitre spremembe in te hitre spremembe, se pravi, tukaj imamo karto izražanje, uči se izražati, novo potovanje, na začetku novega obdobja si in čakate absolutno zmaga, proslavljanje, dobre stvari, napredek, pač kaj naj rečem. Ja, daj zdaj v tem času počisti tisto, kar imaš še za počistiti in naredi tiste korake, ki so potrebni za tvoj duhovni razvoj in dovolj, da se tvoja duša izrazi. Naredi korake naprej, naj te ne bo strah in čas je za sodelovanje, same pozitivne stvari, tako da in denar prihaja v tvoje življenje. Same dobre stvari. Se pravi, zdaj, če nekako povzamemo vse skupaj, pomembno je, da zdaj res pogledaš tisto, kar ne sodi več. Tista stara osebnost, ki je za teboj, jo pustiš tam. Počistiš tisto, kar še moraš počistiti. Prosi za zavedanje, na koncu koncev lahko tudi preko sanj, ali preko bolezni, preko težav, preko bolečin na telesu. Vidiš, kaj imaš še za predelati in potem samo naprej. In boš videla, v življenju te čaka veliko, veliko lepega in dobrega. Tako da se vidimo kmalu, zdaj še kakšen dan sem tukaj, potem pa nazaj v nove zmage, sem pa toliko zadovoljna. Ja, fajn je, enostavno. Veste, toliko srečnega dopusta še nisem imela. Pač toliko dober, res fajn je. Tako da uživajte, lep pozdrav s Hvara in se vidimo kmalu, predvsem pa za vse tiste, ki čutite, da je treba nekaj narediti, začnite izvajati zdravilno molitev dekodiranja. Boste videli, kako hitro boste začeli delati premike. Tako da se vidimo kmalu in dio!